Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem slišal Gospoda, ki mi je rekel: Angelu cerkve v Sardah piši. To govori on, ki ima 7 božjih duhov in 7 zvezd. Poznam tvoja dela. Ime imaš, da živiš, pa si mrtev. Zbudi se in utrdi drugo, kar je bilo na tem, da umrja. Kajti nisem našel, da bi bila tvoja dela popolna pred mojim Bogom. Spomni se torej, kako si prejel in slišal. Ohrani to in spreobrni se. Če se torej ne zbudiš, pridem kakor tat in ne boš opazil, katero uro pridem k tebi. Imaš pa v Sardah nekaj ljudi, ki niso omadeževali svojih oblačil in bodo hodili z menoj v belih, ker so vredni. Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila in ne bom izbrisal njegovega imena iz knjige življenja in priznal bom njegovo ime pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori duh cerkvam. Angelu cerkve v Laodiceji piši: To govori Amen, priča, zvesta in zanesljiva, začetek Božjega carstva. Poznam tvoje dela, da nisi ne mrzel, ne vroč. O, da bi bil mrzel ali vroč. Tako pa, ker si mlačen in ne vroč in ne mrzel, te hočem pljuniti iz svojih ust. Praviš: premožen sem in bogat in nič ne potrebujem. Pa ne veš, da si beden in pomilovanja vreden in ubog in slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od mene v ognju očiščenega zlata, da obogatiš, in belih oblačil, da se oblečeš in se ne pokaže sramota tvoje nagote, in mazila, da si pomaziliš oči, da bi videl. Svarim in pokorim tiste, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom stopil k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, da z menoj sede na moj prestol, kakor sem tudi jaz zmagal in sem s svojim očetom sedel na njegov prestol. Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori duh cerkvam. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zmagovalec bo sedel na mojem prestolu. Zmagovalec bo sedel na mojem prestolu. Kdor hodi brez madeža in dela pravično, misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom, kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori. Zmagovalec bo sedel na mojem prestolu. Kdor ne zasramuje svojega soseda, kdor nič vredneža ne ceni, časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda. Zmagovalec bo sedel na mojem prestolu. Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, svojega denarja ne posoja v daruško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine. Zmagovalec bo sedel na mojem prestolu. Aleluja, aleluja, aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož Zahej po imenu, ki je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, stopi hitro dol, danes moramo stati v tvoji hiši.
in stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali, češ, ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim, in ako sem koga v čem prevaril, povrnem četverno. Jezus mu je rekel: Danes je tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, kar je izgubljenega. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kar dvakrat smo danes slišali v Božji besedi: Kdor ima ušesa, naj sliši. Kaj smo slišali danes? Kaj nam Božja beseda spregovori? Prvo berilo je iz Razodetja, ki je polno simbolne govorice. Dvem cerkvam govori Gospod, govori Duh po Janezu v današnjem berilu. Obema najprej pove nekaj o njiju, kako sta, kaj sta, kakšen je njun položaj, potem pa ju povabi. Kot sam pravi pozneje: Zato vas opominjam, ker vas ljubim. Besede, ki so bile izrečene cerkvam, lahko slišimo, ker imamo ušesa tudi mi. Kaj nam želi Gospod danes povedati? Cerkvi v Sardah najprej očita, da živi v protislovnem položaju, da je na zunaj lažno živa, znotraj pa je mrtva. Zato jo povabi k budnosti, k prebujenju, k čuječnosti, da bi v tej čuječnosti zmogla znova srečati in slišati Božjo besedo, tako kot na začetku. Kajti ta Božja beseda, tako cerkev kot vsakega posameznika, prenovi v nove ljudi. Beseda, ki jo uporabi pisec, je: jim da bela oblačila. Belo oblačilo kot simbol, ki ga uporabljamo tudi pri krstu, da bi nas spominjal na novega človeka, v kar nas krst stori. Zato Božja beseda tu vabi, cerkev vabi, vsakega vernika vabi nas, da bi postajali novi ljudje v čuječnosti, v budnosti. Druga cerkev, ki ji piše Duh, je v Laodiceji. Kristus se ji predstavi kot Amen, kot tisti, ki je zvest, kot tisti, ki je zvest svojim obljubam vse od stvarjenja, ki izpričuje veljavnost teh obljub. Zato uporabi to besedo Amen, da se predstavi cerkvi na takšen način. Laodiceja se je nahajala v nekakšnem mrtvilu, v otopelosti, ki se zdi presenetljivo bolj nadležna, kot če bi živela v pokvarjenosti. Cerkev namreč tako gleda sama nase kot na samozadostno in se s tem vara, ker se v resnici nahaja v stanju duhovne revščine. Zato jo opominja, da je mlačna. In tu Kristus vabi cerkev, vabi vsakega izmed nas danes, da od njega kupi tisto, kar potrebuje. Laodiceja je bila trgovsko mesto, zato Duh tu uporabi govorico, ki jo ti ljudje poznajo, trgujejo, kupujejo. Kaj Duh svetuje, da potrebujejo? Govori o v ognju očiščenem zlatu, simbolna govorica Svetega pisma, ki preprosto pomeni gorečo ljubezen. Govori o belih oblačilih, ki smo jih omenjali že v sporočilu prejšnji cerkvi. Se pravi, od Boga lahko kupimo našega novega notranjega človeka. Od Boga lahko kupimo tudi tisto, čemur pravi današnje berilo zdravilo za oči, da bi naše oči znale razločevati, kaj je prav in kaj je narobe. Se pravi, razločevanje duhov, zmožnost za versko in duhovno spoznanje, presojo.
Bog hoče, da bi od njega kupili, se pravi, prejeli v dar darove, ki nam jih ponuja, da bi se Cerkev spreobrnila iz svojega stanja in ponovno dosegla svojo duhovno gorečnost. Kristusova ljubezen je namreč vztrajna, na vse načine nas poskuša spodbuditi za to, da bi sprejeli darove, ki nam jih ponuja, da bi kupili tisto, kar želi, da bi živeli. Kadar smo pripravljeni slišati to Božje sporočilo, takrat zares odpremo vrata, kot pravi v današnjem berilu. Stojim pred vrati in trkam. Odpremo vrata zato, da bi Gospoda povabili na večerjo, da bi ga povabili v ta zaupen odnos, kar večerja pravzaprav pomeni. Zaupen odnos, ko ljudje sedijo skupaj v vsej domačnosti, v vsej zaupnosti odnosa, in k temu nas vabi današnja Božja beseda, da bi zmogli odpreti vrata Bogu in stopiti z njim v tako domač zaupen odnos, da bi lahko večerjali z njim. To, kar pravzaprav počnemo pri vsaki maši, ki je priložnost za takšno večerjo s Kristusom, v polnosti pa jo bomo deležni v nebesih pri Očetu, kar tudi nakaže konec današnjega berila. Tudi evangeljski odlomek lahko povežemo z vsebino berila. Zahej namreč sliši o Jezusu in ne presliši, ampak ga želi videti. V njem se prebudi ta globoka želja, ki stori, da nekaj naredi, da se ne smili samemu sebi, ker je premajhen, da bi zaradi množice videl Jezusa, zato spleza na drevo, da bi videl Kristusa. Se pravi, ne sedi križem rok, se ne smili samemu sebi, ampak je konkretno zelo aktiven, zato da bi dosegel tisto, kar si želi, da bi videl Jezusa. In ta iskrena želja je pravzaprav tisto, kar Bog pričakuje od nas, da bi si želeli, da bi si prizadevali, ker bomo potem nagrajeni z Božjim pogledom. Evangelij pravi, da je Jezus potem videl Zaheja, se je ozrl k njemu gor in ga povabil, da bi večerjal z njim, da bi bil z njim, da bi ga povabil ta zaupen odnos, kot smo povabljeni tudi v prvem berilu. Zato Jezusov pogled, njegovo povabilo Zaheja spremenita, ker je najden, ga spremenita v novega človeka. Pa tudi mi prosimo danes Boga, da bi tudi mi zmogli želeti in iskati ta Božji pogled, ki bi tudi nas spremenil, ki bi spremenil nas v nove ljudi, ki bi nas naredil zmožne novega odnosa z njim, ki bi nas pripeljal v večnost. Amen.